členska politika, recimo, če še dodam. Potem gre preprosto za neke procese, ki so v dobrem in slabem, seveda tukaj med nami. Kaj mislim z diseminacijo moči, z diseminacijo vrednot? To pomeni preprosto, da tukaj bo ogromno nesporazumov, to je jasno. V Sloveniji smo tukaj še posebej v težkem položaju, ker pravzaprav ničemer nimamo soglase na ekonomski politiki, v političnem sistemu, med levico in desnico, v kulturniških bojih, na okopih, ne na zadnje vprašanje religije, v družbi in tako naprej. Tukaj imamo precej spore, ki marsikdaj verjetno lahko bi preseženi z nekim pogovorom, s poslušanjem ene strani, druge in tako naprej. In če govorimo o vrednotah, seveda se navezujem na pojem vrednot, ki seveda nima nekega moralističnega prizvoka. Nima prizvoka, da bi bilo to nekaj kar lastne vrste, kar obstaja, da je to nekaj, kar pač neki konzervativni krogi recimo radi predlagali, vrednote, ki so nekoč bile in tako naprej. S tem je seveda upravil že Nietzsche in še pred njim še kdo drug, dokončam seveda Nietzsche. Tako da tukaj s tem filozofija nima težav, tudi politična filozofija, verjamem, da ne. Ko govorimo o vrednotah, raje govorimo o tem, da bi morali, seveda, tukaj pa gre za neko utopično noto v samem pojmu demokracije, ki ga sam zauzemam, zato raje uporabljam pojem ideje demokracije, ko o tem pišem, razmišljam in seveda to jasno ločim od ideoloških ali drugih pritiskov, ki se na demokracijo vršijo, pa kapitalskih pritiskov mreženja, lobiranja, to je drugače, intelektualizmu, kakorkoli. Ko govorim to o ideji demokracije, o ideji neke demokratične skupnosti, potem je jasno, da te vrednote so razumljene kot krožni proces. Ko mislimo, da jih zagrabimo, smo spet na začetku. O tem je govoril recimo John Dewey in še kdo drug. Gre za komunikacijo, za komunikativnost, gre za to, da bi morali seveda, in tukaj vidimo, da je seveda naša, predvsem slovenska, tudi še kakšna druga politika in javnost nekoliko v krizi, razumeti, da se ne moramo obetati dokončnih odgovorov, ne moramo si obetati, da nas bodo neke vrednote odrešile, ne moramo si obetati, da nas bo kot družbo odrešila neka skupina. Prej, ko bomo to spoznali, prej bomo vedeli, da smo pravzaprav vsi skupaj del neke, kar se že dolgo ve, tudi v ne samo filozofiji, že kaj druge sociologiji, horizontalne, bi rekel, skupnosti, v kateri se pač podelezovsko en drugega nekako lahko dotikamo, tudi ne, prispevamo, ali pa tudi ne. Hkrati pa se bomo seveda zavedali, da pojem odgovornosti tudi ne gre iskati v nekem sistemu, ampak da bo slej poprej moral iziti seveda nas. Zato jaz tukaj ločujem dva principa, jaz sem jih pomenoval za imenom bolj glasna in bolj tiha demokracija. Recimo ta pojem sem naredil. Jaz nobenega pojma nočem zavrniti. Recimo glasna demokracija, oziroma ta, ki je bolj prisotna v naših življenjih, je ta, ki v medijih slišamo, tudi populistična, je demokracija banalnosti, političnih bojev, pravega političnega sovraštva, če želimo, se je dovoljeno, končno legitimno, ki pa ne sme biti vse, kar imamo. Bili se, da je to v veliki večini slovenske stvarnosti vse, kar vidimo, je ta glasna demokracija. Tiha demokracija, po mojem mnenju, ima dva pomena. Eden je ta, da smo demokracijo utišali po lastni krivdi in da najmo več dovolj prostora, ne v medijih, ne nekjer druge, da jo včasih malo prehitro kritiziramo, pa potem danes ne bo časa vrtno debatirati. Predvsem pa glavni pomen, ki ga tukaj vidim, je, da ta demokracija raste seveda tam, kjer smo mogoče stvari malo pred zapostavili. V medosebnih odnosih, v vrtcih, v šolah in tako naprej. Ne bom govoril, da imam pred sabo neke vzgojne ideale, kot nek liberalec bi jih mogoče lahko natresel nekaj. Vendar mislim, da smo tukaj izrazito podhranjeni tudi z politiko države, ki bi morala to potrebo spoznati, pa je ne. Vemo, koliko podfinancirane so določene stvari, ki se dotikajo teh slojev, ki bi morali tvoriti tiho demokracijo. Ne na zadnje del teh tihe, po mojem demokracije, tudi spoštovanje med sporoma, med generacijami, med kulturami, če gremo širše, ki je tudi pri nas v deficitu. To vidimo tako na glasni medijski ravni, kot tudi v odsotnosti določenih disciplin ali pa stvari, ki bi morali biti v neki družbi prisotne. Tako da bi zaključil s tem, da se seveda v marsičem včasih ukvarjamo z anahronističnimi temami, ko vztrajamo v nekih dihotomijah, ki jih niti ni več, če se navežemo recimo Rorke, njegove zadnje knjige Poskum na zid, ki je šla etika za novi čas, pravi, če kaj propad marksizma nas naučil, to, da je konec
odrešenske politike, jaz se s tem kar strinjam. Ni pa seveda konec sekularnih upanj, podobnih upanj. Sekularna upanja obsegajo tudi upanje ljudi, ki so globoko verni, pa do tistih, ki so neki sekularni veri, pa katerih je vera, kot sam rad rečem, nekovajih vera, seveda kot nek fake, ne ameriški, pravzaprav neka limita, v katero grejo naši ideali, bodi si, da je to nek ljubezen, solidarno, sočutje, ali pa kakšne druge ideali, politične in drugačne vrste. Tako da elite, kot sem rekel, sem jih nekako uporabil v instrumentalnem smislu, mislim, da so koristen pojem, ne smemo ga preobremeniti kot označevalc, ker potem ga potegne kot vse močno potegne označevalče otežen v globino in tega ni nič več na ravni horizontalnih družbenih odnosov. Če pa ga ohranimo v obliki, mislim, da je koristen in lahko celo pomaga pri vprašanjih, ki nas recimo danes sporočajo. Hvala. Težko začne po vsem tem, kar je bilo povedano. Seveda ne bom odgovoril na vse vprašanja, ali pa niti sloten bom vseh vprašanj, bom se pa vrnil k naslovu letošnjega srečanja. Naslov letošnjega srečanja je po svoje sociološko atraktivno in hkrati morda sociološko problematično. Atraktivno je zaradi tega, ker v sociologiji zelo radi razmišljamo o dihotomijah. In tu imamo pač na veliko dihotomijo, elite, ljudstvo. Po drugi strani pa ta dihotomija in ta problematičnost ni tako pogosta. Je bolj pogosto, če bi gledali tradicijo sociološke dihotomije, bi pa zdaj bolj pogosto elita množica, ker množica bolj sugerira nemoč kot ljudstvo. Tako da morda, če natančno gledamo naslov, morda ne sodi zelo izrazitev sociološko tradicijo, pa tradicijo razmišljanja o elitah. Potem sem pa skušal pomisliti, če kakšna na podoben način, da ta dihotomija elite ljudstvo artikulirana, mi je prišlo na misel eno Cankarjevo predavanje, ki ga je imel tudi v Trstu, z naslovom Narodni ljudstvo. Slovenci. Ne, narodni ljudstvo je bilo prej. Slovenci in Slovani pridijo čist na konc naloga življenja, ko postane končno to tema. In Cankar ima v tem svojem tržaškem govoru, ki ni bil Trstu zelo dobro sprejet, ima zelo preprosto tezo. On pač pravi, narod in tisti, ki predstavljajo narod, v Sloveniji, to pravi nacionalna elita, so pravzaprav kvazi elita. Prav, ljudstvo so pa na nek način elita v nastajanju. To je pomembno zadeva. No, celo to predavanje tako zelo elegantno okrog te dihotomije artikulira. Bolj je zanimiva Cankarjeva pozicija. Namreč, on govori o ljudstvu kot predstavnik kontra elite na nek način, vendar sam ne spada v ljudstvo. To je dejstvo. On spada v del elite, v del intelektualne elite. S tem on hoče dobro povedati, kot intelektualna elita v Sloveniji ni homogena, imamo različne struje in jaz govorim kot predstavnik, pa glasnogovorec ljudstva. Kaj hoče Cankar v svoje nekaj s tem povedati? Da, kakor vidite, začnemo govoriti o elitah, se nam ta enostavna dihotomija začne podirati. Pravzaprav elit je več, to je pomembna zadeva, on hitro pove, tudi kulturnih elit je takrat Sloveniji več. Te elite pravzaprav niso homogene, to je ena stvar, in znotraj teh posameznih vrst elit imate pravzaprav velike napetosti. Tako da naenkrat se nam pokaže dosti bolj kompleksna podoba, kot je ta preprosta dihotomija. No in to je zgodba, ki se mi zdi v sociologiji zelo pogosta. Dihotomije so po moje dobre za začetek razmišljanja o neki temi. Tako da nam pravzaprav zelo poenostavljeno pokažejo podobo in dosti kompleksne ljudi. Vendar to je samo izhodišče. Nadaljevanje pa pravzaprav mora pokazati, da je za tem izhodiščem svet, prav družba, izjemno zapletena. In to se jaz mu spomnim, to znano razpravo, vsak, ki je prebral kakšen sociološki učbenik pozna, Miksova razprava o eliti moči v ZDA. Ta razprava ni bila, lahko rekli, tako globoko pogleda ameriško družbo, kot je bila pomembna, zato da je pravzaprav spodbudila debato o tem, kako je moč razporejena v ameriški družbi. To je pomembna zadeva. No in zdaj, če gremo potem res tistemu, kar se meni pomembno,
govoriti o elitah, torej v izhodišču pomeni govoriti o razporeditvi družbene moči. Seveda ne samo ekonomska, pazite, ne, ampak tako ekonomske, kulturne in pa seveda politične moči. In mi s to točno počne, kot veste. Mi smo potrebno preprosto tezo, tri elite v Ameriki so se pravzaprav bolj ali manj zdile. Zaradi tega vam potem rečemo, da preprosto dikotomijo. Nemočno množice, ne, nasproti dobro artikulirani eliti. Druge raziskave tega niso potrebile. So pokazali, da je pravzaprav tudi ameriška, pač ta, če hoče, elitni del populacije močno razpršena. No in tu smo zdaj pri eni stvari, s katero se strinjam. Pojem razreda je sociološko veliko artikuliran. Imamo več socioloških tradicij na tem področju in lahko rečemo, to je orodje za raziskovanje družbe, ki je dosti bolj učinkovito kot je elita. Ker elita nam pravzaprav res koristi kot izhodišče, zelo malo pravzaprav nam pomaga naslednjih korakih raziskovanja. Potem ko teorija razredov je pa pravzaprav tako artikuliran aparat, da z njimi lahko pojasnimo razporeditev moči in pa seveda vire družbene moči, kar je ključna zadeva. No, pa tukaj imamo težavo, in tudi jaz počas končal, imamo težavo, da pravzaprav koliko ni meni znalo, morda ne poznam tega področja več tako dobro, kot bi ga moral, in zelo malo pravzaprav imamo jasnih razmišljanj o razredni strukturi, na teoretski ravni, razredni strukturi družb, ki smo nekaj časa rekli postsocialistične družbe. Zelo malo teh družbah pravzaprav na nek način z tega vidika vemo, mi veliko govorimo o neenakostih, na deskriptivni ravni. Vendar pa smo malo pravzaprav vemo, kaj so vzroki družbenih neenakosti v teh družbah. In tu smo, po moje, kar precejšnji zadregi. In zaradi tega se mi zdi tema imenitna, ker nas pravzaprav opozarja na to, kaj nam manjka, ne kaj že imamo. Mimo grede, pri koncu moje zgodbe, meni zanj, ko sem bral knjigo, ki se ukvarja z razredno strukturo afriških družb, podsaharske Afrike. Sem prebral tezo, ki se mi zdi zelo zanimiva, tudi se morda razumevanje socialističnih družb. To je bolj domislica, ne vem, če se vam zdela vredna pozornosti. Avtor trdi, se opirati na druge vire, prav v Afriki se pravzaprav da razredno strukturo, ko gledamo na, če bi z našim jezikom rekli, elitne položaje, opisati kot state class, državni razred. On prav, na nek način se dominantni razred se grozdi okrog politične oblasti. Prav, politična